spoštovani predsednik vlade. Čestitam vam za nov mandat na čelu vaše stranke. Citiral bom izjavo z vašega kongresa, da ste ponosni na prehajeno pot in da ste vse sanje, ki ste si jih zastavili v tem mandatu, tudi dosegli. Začeli ste z tako zvano resetom zakonodajnih rešitev zadnje Janševe vlade, govorili ste o čiščenju janšistov in z obremenitvijo povprečne plače v Republiki Sloveniji. Potem ste nadaljevali z dviga davka na kapital na 25%, kasneje ste posegli na normirance, kjer ste prag znižali na 60.000 evrov. Zastavili si, da boste svoje menedžiranje peljali preko 20 ministrstev. Med drugim ste dali tudi izjave, da podjetja naj lahko tudi optimizirajo svoje davke na Hrvaškem ali mora biti tudi v Srbiji. Kasneje ste implementirali, lahko bi rekel, zelo ponesrečeno tudi zakon o čezmejnem upravljanju storitev agencijskih delavcev in tako naprej. V letu 2023 so zadeve videli svetovne korporacije nekako takole. Švicarski inštitut IMD nam je že naslednjo leto podal, da se Slovenija pada na lestvici svetovne konkurenčnosti. Isto je ponovil leta 2024, kot najbolj porazne sta zlasti vladna in poslovna učinkovitost. Predvsem so ugotavljali koordinacijo 20 ministrstev. Prav ta isti inštitut je v letošnjem letu pred 3 tedni ugotovil, konkurenčnost Slovenije je v zadnjih letih pešana na skoraj vseh pomembnih področjih, še zlasti pa je zastoj opazen na tistih, s katerimi Slovenija sicer se več let ponašala. Slovenija med državami z največjim padcem industrijske proizvodnje, torej z odhodom ne samo multinacionalk, ampak številnih slovenskih podjetij na Hrvaškem, ki je med tem časom naredila veliko davčno reformo 2 dohodninskih razredov in uvedla tako zvano socialno kapico. Potem veliki naslovi odhoda velikih tehnoloških velikanov, ki zapuščajo Slovenijo. Vsi te, kar govorim, lahko bi rekel, so predstavniki levih medijev. Potem zaposleni smo bili v obdobju zadnjih 3 let prikrajšani za 2000 evrov. Uradna inflacija v Sloveniji v tem trenutku znaša pod vašo vlado 20%, se povečuje. Kilogram kruha danes stane 3 evre, kmet dobi za to 20 centov. Ker ne razumemo več tudi vaših fiskalnih zadev, več kot milijarda v proračunske luknje, padec gospodarske rasti Slovenije iz 2,1 na 0,1 točko, vas sprašujem, kateri ukrepi so tisti, s katerimi boste dvignili torej gospodarsko rast in morebitno blaginjo Slovencev in Slovenk. Bom začel tam, kjer so podatki nesporni in niso stvar posameznih poročil, ampak uradnih statističnih podatkov Eurostata. Ugotavlja, da so Slovenci na 2. mestu po zadovoljnosti življenja. To ni moja ugotovitev, uradni podatek Eurostata. Ugotavlja, da smo Slovenci na 2. mestu po socialni neprikrajšanosti, se pravi, vse ostale države razen ene imajo višjo stopnjo socialne prikrajšanosti kot Slovenija. Te isti podatki ugotavljajo, da je v resnici Slovenija med 10 najbolj varnimi državami na svetu in tistimi državami, kjer se splača živeti, potem, ko odideš v pokoj. Tudi iz vašega vprašanja je bilo najprej vidno, da boste spraševali o tem. Danes ste začeli govoriti o popolnoma nekih drugih stvareh, ki s kvaliteto življenja neposredno nimajo prav dosti. Druga stvar, gospodarska rast. Res je, v prvem četrtletju, tega nihče ne skriva, je imela Slovenija upad gospodarske rasti. Trajal je samo 1 četrtletje. V 2. četrtletju, uradni podatki Eurostata, Slovenija je ob sicer zmerni rasti na 4. mestu med vsemi članicami Evropske unije, bistveno više od evropskega povprečja v 2. četrtletju. Zakaj je bilo 2. četrtletje za celo Evropo slabo? Zaradi trgovinskih vojn. Kdo je začel trgovinske vojne z Evropo? Naša zaveznica in največja ekonomska velesila, Združene države Amerike. In ravno zato je prišlo do zastoja v celi Evropi. Slovenija tukaj ni izjema, Slovenija je odprta država, v veliki meri se zanašamo na to, da svojo blaginjo gradimo na izvozu, tako blaga kot storitev, in prišlo je do manjšega zastoja. Poudarjam, že v 2. četrtletju so podatki bistveno bolj obetavni v Sloveniji kot marsikje drugje, še posebej pa pri tistih članicah, po katerih se tako radi zgledujemo. Namenoma ne bom šel na to, kaj bi se dalo, če bi se dalo, bom pa povedal, da uravnoteženost gospodarskega razvoja pomeni 4 stvari naenkrat. Začne se pri zaposlenosti. Slovenija je v mandatu te vlade ves čas med evropskimi rekorderkami po številu zaposlenih in po majhnem številu brezposelnih. Rekorderji smo ves čas, ker skrbimo za to, da imajo ljudje delo. Slovenija istočasno vsako leto sproti zmanjšuje javni dolg. Prejšnja vlada ga ni nikoli zmanjšala, niti 1 leto. Mi ga konstantno znižujemo. In kot rezultat tega je, da imamo
ne strani enega poročila, ampak strani največjih bonitetnih agencij širom sveta, kaj? Prvič izboljšane obete. Prvič ta vlada dobi izboljšane obete. In kaj pomenijo izboljšani obeti bonitetnih agencij? Nižje stroške zadolževanja. Ne samo, da nam dolg pada, tudi za obresti plačujemo manj zaradi dobrih politik, fiskalnih politik te vlade. O tem govori cel svet, brez izjeme. Govorijo, ko pridejo na obisk v Slovenijo. Jutri bojo spet na obisku v Sloveniji, vam predlagam, da se udeležite, ko bo evropski finančni vrh v Sloveniji in se prepričate neposredno. In potem bo mogoče lažje razumeti, zakaj imamo zmerno rast, zmerno inflacijo, pa čeprav je ta problem v tem trenutku, in imamo padajoči javni dolg. To je tisto, kar jaz imenujem uravnotežen razvoj celotne družbe. In nadaljevali bomo še naprej s tem. Moram priznati, da tega nisem nikjer zasledil. Bom pa, če ne verjamete meni, nekako prvič prebral pismo v magazinu Slovenskim podjetnikom vašega intimnega prijatelja, ki je bil tudi na vaši poroki, za kar vam čestitam, gospoda Joča Pečečnika, kako vaš intimni prijatelj vidi trenutno stanje. Če bi se izrazil po medicinsko, bi lahko rekel, da ima Slovenija raka, ki smo ga podjetniki diagnosticirali in pravočasno odkrili, vlada pa se zanj ne zmeni, saj ko bo pacient umrl, njih ne bo več na oblasti. Dejanja kažejo, da smo postali pasivni opazovalci, otopeli in brez pravega zanimanja za prihodnost. Zakaj? Kaj se je zgodilo? Zakaj podjetniki panično prenašajo podjetja v druge države, kjer iščejo večjo stabilnost in varnost ter predvidljivo okolje? Kakšna je to popotnica za sanje, če vsakega pol leta dobiš nov davek, pa čeprav si že zdaj popolnoma nekonkurenčen na področju plač? Kako naj podjetnik sploh načrtuje rast in dela dolgoročne načrte, če ne ve, kaj ga čaka? Markovič, na to Drnovšek, pa kasneje Janša so nam dali zagon in sanje, da smo ustvarjali. Vsa Slovenija je začela cveteti in ustvaril sem podjetje, ki je delovalo v 113 državah in o predaji bilo vredno skoraj $500 milijarde ameriških dolarjev. Ali bomo pustili, da umremo zaradi raka, ali bomo stvari reševali bolj konkretno kot podjetniki, saj naše prošnje, predlogi in sestanke, obljube vlade ne dajo prav nobenega upanja. Na koncu ta zapis konča: je glas zdravega razuma in preproste kmečke pameti vseh nas utišan na račun vladnega populizma. Vsak, ki kaj ustvarja in sanja, dobi po glavi, edini cilj je politikantov je čim večja odvisnost od države, če si odvisen, potem si samostojen. Kaj niso to butale? Še malo bomo spet nosili pionirske kapice, psi enake, zelene, na katerih bo pisalo I feel Slovenija. To so mnenja vašega intimnega družinskega prijatelja. Kaj menite na te njegove ugotovitve glede vašega vladnega delovanja? Izvolite, predsednik Jaz ne vem, če vlade. prav razumete, kaj pomeni intimno. Imate besedo za odgovor. Mogoče si pogledate SSKJ. Oprostite, prosim za red in vas, predsednik vlade, prosim za odgovor. Izvolite. Vi navajate pismo ene osebe, s katero se jaz dobro razumem, imam dosti kritičnih pogovorov, priznavam mu neverjeten dar izražanja, ampak to pa ne pomeni, da je vsako pismo kateregakoli posameznika nad uradnimi statističnimi podatki mednarodnih inštitucij. Pač ne more biti. Razumem, da je to njegov pogled. Govorimo o enem najbogatejših Slovencev, ki si je pošteno prislužil svoje premoženje in prav je tako. Ampak veste kaj? Mi nismo vlada najpremožnejših Slovencev. Ne, pač nismo. Mi smo vlada vseh Slovenk in Slovencev in naša naloga je, da poskrbimo za socialno blaginjo vsakega državljana. Na nas je, da poskrbimo za tiste državljane, ki sami mogoče ne morejo poskrbeti zase. Ne pa, da primarno skrbimo za to, kaj si misli o tem, o davkih, eden med najbogatejšimi Slovenci. V času te vlade so plače in pokojnine, ne glede na inflacijo, ki je ni zgenerirala ta vlada, realno rasle. Rastejo v letu 23, rastejo v letu 24 in rastejo v letu 25. In tudi obeti za naprej so, da bojo in pokojnine in plače rasle hitreje od inflacije. In to je tisto, k čemur smo mi zavezani. Jaz verjamem, da marsikdo od direktorjev, tudi lastnikov, ne razume osnovnega dejstva, da so največji kapital vsakega podjetja vedno zaposleni. In da s tem, ko je zaposlenim raste realno standard, ker mu rastejo plače, so bolj motivirani, bolj produktivni in zato ima tudi on več od njih. Poglejte uradno statistiko dobičkov v slovenskem gospodarstvu. Dobički so rekordni. Zadnja 3 leta še nikoli tako visoki kot zadnja 3 leta. Pa kljub temu poslušamo jamranja še in še. In da zaključim, ker so zaposleni tako v zasebnem sektorju kot javnem sektorju največje bogastvo, največji kapital, že zdaj povem, da božičnica bo za vse obvezna. Da ne bomo imeli glede tega
kakršnikoli nesporazumov. Prišel bo predlog v Državni zbor in jaz verjamem, da boste takrat lahko pokazali, do koga vam je, ali do ljudi ali do redkih posameznih premožnih Slovencev. No, jaz moram priznati, da tisti, ki piše knjigo o lažeh predsednika vlade, da bo moral še nekako dopolniti za novo izdanje. Spoštovani predsednik vlade, ko govorite o božičnici, povejte vsem zaposlenim. Zaposleni smo bili v obdobju zadnjih 3 let prikrajšani za 2000 evrov. Boste jim vi dali iz slovenskega proračuna 2000 evrov, kar ste jim vzeli? Statistični urad Republike Slovenije. Povprečna neto plača se je julija na mesečni ravni znižala za 2,6%, znašala je 1577 evrov. Dobro jutro, Hrvaška nas je prav v tem trenutku prehitela, še vedno z manjšim bruto družbenim produktom na Republiki, torej glede na naše države. Pod vašo vlado še en veliki dosežek. Pokojnine so realno padle ob 19,9% inflacije, ob tem, da se inflacija povišuje na 3%, boste presegli 20% inflacijo v tem obdobju. Pokojnine so se zvišale za približno 12,4%, draginja je večja, cene hrane se povečujejo in zelo zanimivo, 60% upokojencev živi pod pragom izračunane revščine statističnega urada. Leta 2022 pod grdo fašistično vlado pa je bilo teh upokojencev samo 16%. Samo toliko, da boste vedeli, to pa je uradna statistika Statističnega urada Republike Slovenije. In še nekaj, še ena četrta laž, ki ste danes povedali o naši brezposelnosti. Slovenija je izgubila 5000 delovnih mest v gospodarstvo, v tistih, ki plačujejo, ki se borijo na svetovnih trgih, in zaposlila več kot 5000 ljudi v javnem sektorju. In to tistih, ki danes delajo od doma, ki se grejo kmetije na Krasu, so pa direktorji direktorata na Ministrstvo za dolgotrajno oskrbo, ki bi mogli reševati trenutne največje probleme. In vsem tem ste dvignili plače, kot ste nekoč govorili, da Janševa vlada dela neselektivno, čeprav so bili tisti izdatki za pomoč podjetjem v času korona krize enkratni, ste vi dolgotrajno, lahko bi rekel, obremenili slovenski proračun in s tem naredili, lahko bi rekel, veliko razliko v slovenskem proračunu in seveda z svojimi ukrepi, ki ste jih peljali 3 leta, popolnoma uničili gospodarsko rast in bližamo se blizu recesije. Torej ne jaz, ne ugledni ekonomisti, ne analitiki ne razumemo in ne vidimo te luči na koncu tunela, vidimo pa konec, zasuk v ostro levo in postali bomo evropska Venezuela. Zato rabimo razpravo v Državnem zboru. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 25. septembra v okviru glasovanj.